Naš naslednji govorec, torej razpravo bi imeli na koncu vsakega bloka, bo Dragan Matić iz Arhiva Slovenije, ki se je veliko ukvarjal v svojem raziskovalnem delu, tako ali drugače, torej tudi z nemškim prebivalstvom na Slovenskem, ki bo seveda poudaril, ki bo govoril o temu, udajmo se je slišalo na taborih v Vižmarju. Spoštovane drage kolegice in kolegi, lep pozdrav z moje strani. V kratkih orisih bom poskusil prikazati kontekst vižmarskega tabora, pri tem mislim seveda na nemško-slovenske odnose na Kranjskem, zlasti v Ljubljani. Ne glede na izjemnost vižmarskega tabora gre sicer za zelo pomembno, vendarle eno od epizod nemško-slovenskih nanizank na Kranjskem in v slovenskih deželah. Ta se je na Kranjskem političnem smislu začela hkrati z ustavno dobo od leta 1861, demokratizacijo in svobodo združevanja političnega. Dalje pa od 1861 dalje, v glavnem pa končala s propadom monarhije. S koncem dobe prvega demokratično izvoljenega ljubljanskega župana Mihaela Ambroža so se končali tudi upide je možno, če ne že sožitje, da je saj kolikor toliko mirno sobivanje med Nemci in Slovenci. Tukaj je seveda situacija bistveno drugačna kot na Štajerskem, kot je pisal moj predgovornik. Nastop vlade Friedricha Ferdinanda Beosta, ki je uvajal dualizem in nemško hegemonijo v avstrijskem delu monarhije, pa je prinesel napetosti, ki so se stopnjevali tudi na mikroravni. Sprememba se pokazala na primer na občinskih volitvah, kjer je uradništvo volilo po namigih vsakokratne vlade. Tako so v Ljubljani v 1867 Nemci bistveno izboljšali svoj rezultat, kar pa ni ostalo brez posledic. Po manjših izgredih, ki so jih v Ljubljani Slovenci namenjali Nemcem, kot so na primer žaljive podoknice ali mačja muzika, kateri je bil redno deležen najznamenitejši slovenski izdajalec in prebeg nemški tabor Karl Dežman, je po letu 1867 prišlo do prvega resnega mednacionalnega obračuna množičnega pretepa v Šantlovi veži. Pretep je bil do neke mere bizaren, saj so kole, ki so sodelovali v njem, usmerjal Edwin Henrik Kosta, slovenski ljubljanski župan, sicer po rodu, jeziku in kulturni pripadnosti Nemec, ki pa je bil tudi načelnik Južnega Sokola. Ta izgred je imel precejšnje posledice, posamezni Sokoli so bili obsojeni na nekaj mesečne kazni, Južni Sokol je bil razpuščen, župan pa suspendiran. V letu 1868 sta ustanovljeni stalni politični društvi, Ustavoverno društvo in Društvo Slovenija. Do takrat se politično življenje obudilo le neposredno pred volitvami, ko so se organizirali volilni odbori, kot je bilo pa že rečeno, pa je nova zakonodaja omogočila tudi ustanovljanje društv, ki so bile neke vrste predhodnica strank. Uspeh na volitvah maja 1868 so Nemci proslavili z izletom v Mengeš, ker so po poti nemški turnarji izzivali in se nesramno vedli, je prišlo do spopada na Ježici, kjer so jih na povratku pričakali s koli in gorjačami oboroženi kmetje. Spet je prišlo do sodnega procesa, posamezni slovenski udeleženci so bili obsojeni tudi na 2 do 3 letne kazni. Nemci so ta dogodek izrabili za neposredne obtožbe slovenskih politikov, češ da so napad financirali, ga organizirali oziroma kmete po gostilnah upijanjali in ščuvali k napadu na turnarje. Od vlade so zahtevali, da zatre vsako slovensko politično gibanje, Ljubljani postavi guvernerja, okrepi vojaštvo, razpusti deželni zbor, čitalnico in vsa slovenska društva. Ker vlada vendarle ni šla tako daleč, so bili seveda razočarani. Vendarle pa leta 1868 Slovenci dokončno izgubijo večino v Ljubljanskem mestnem svetu, saj župan Kosta ni več imel podpore večine svetnikov in vlada občinski svet razpusti septembra 1868. Marca leta 1869 na občinskih volitvah v Ljubljani Nemci prevzamejo oblast. V takih razmerah pride 2 meseca kasneje do vižmarskega tabora, ki kljub ogromni udeležbi poteka v najlepšem redu in brez incidentov. Že v nekaj dneh po vižmarskem taboru pa spet pride do novičnega ekscesa, kot ponovadi ob turnarskem izletu. Tokrat so šli turnarji na Janče in v Vevče. Izlet se je končal tragično, v množičnem pretepu,
je bil strani žandarja, žandarji so redno spremljali turnere na njihovih izletih v okolico, zaboden slovenski protestnik. Posledično je v Ljubljani zavladala panika. Nemški župan Zupan je bil prepričan, da bodo okoliški nasilni kmetje razjarjeni vdrli v Ljubljano in je zato okrepil mestno stražo ter vlado zaprosil za okrepitev vojaške garnizije. Vlada je to uslišala, poslala dodatne vojaške enote in prepovedala nošenje svetinic vižmarskega tabora z napisom Živela Slovenija, zedinimo se, ne vdajmo se. Nikoli ne bomo vedeli, ali so ravno ti ukrepi preprečili večje nerede, vendar razen nekaj posamičnih krvavih pretepov med oficirji in Slovenci, verbalnih izpadov ter sramotilnih napisov zoper Nemce ni prišlo do česa hujšega. Kljub temu so Nemci spet zahtevali radikalne ukrepe zoper slovenske politike in slovenska društva. Za agresivnost in napad slovenskih kmetov na Jančah in Velčah pa so neposredno obtožili prav vižmarski tabor, ki naj bi bil le orodje za še dodatno manipulacijo oziroma radikalizacijo neizobražene slovenske množice. Podobno, kot so bila politična stališča nasprotna in sta obe stranki ena drugo kritično ocenjevali, je bila torej različna ocena vižmarskega tabora. Tako imamo navedbe novic, da je bilo navzočih 40.000 ljudi in mnenje Laibacher Tagblata, da jih je bilo v najboljšem primeru 12.000. Potem so tu na eni strani slovenske vesti, kako je množica pozorno spremljala nastope in bila navdušena, na drugi pa nemško poročanje, da so govori pustili ljudi hladne, podobno kot jih je močil hladen dež, in da so ob zadnjem govoru Koste taboriti že začeli se razhajati. Vendar je razlika v nemški in slovenski oceni glede vsebine oziroma vsebinske vrednosti tega zborovanja še veliko večja. Slovenci so v vižmarskem taboru videli izraz ljudske volje in najlepši dokaz, kako množično podporo v ljudstvu ima politični program, ki zahteva združeno Slovenijo ter enakopravnost slovenščine v šolah, uradih in na sodiščih. Ustavoverci pa so bili do vsega skupaj dosti bolj kritični. Po njihovem prepričanju je vižmarski tabor potekal v skladu s politiko slovenskih prvakov, ki s pomočjo klera ukazujejo neukim kmetom, kam morajo iti, navadno na volitve ali shode. In potem se nevedna množica zbira na taborih, se tam radikalizira, prežema s sovraštvom do Nemcev in napredka. Tabor je po njihovem mnenju zborovanje, kjer se s kričanjem živjo in dviganjem rok potrjuje sklepe o zadevah, ki jih večina sploh ne razume, citiram. Tisoči neukih kmetov s kriki živjo sprejemajo resolucije, čeprav jih niso razumeli. Predloženo so jim take stvari, o katerih kmetje sploh ne morejo soditi, kakor je na primer peljava slovenščine v teološke študije. Če bi vsakega posebej vprašal, zakaj je kričal živjo, tega ne bi mogel razložiti, kajti vsak, ki se strinja z izključitvijo nemščine iz šol, hoče, da njegovi otroci znajo nemško. Konec citata. Posebej so bili nemški ustavoverci kritični do gesla vižmarskega tabora Ne vdajmo se. V daljši analizi Laibacher Tagblatt so premlevali, komu je namenjen. Na koncu je avtor prišel do zaključka, da je to bojna parola, ki množicam sugerira, da je ogroža sovražnik, ki ga sicer eksplicitno ne omenja. Meri pa na tako imenovane nemškutarje, ki naj bi ogrožali slovenski jezik in slovenske narodne pravice. Citiram. V resnici ustavoverno, to je liberalno stranko, konservativno-klerikalni prvaki sovražijo, saj je na svojo zastavo napisala geslo razsvetljenstva in želi izobraziti ljudstvo ter ga usposobiti za samostojno presojo. S tem pa bi bilo konec vladavine nacionalcev oziroma bolje rečeno klerikalcev. Nacionalklerikalci namreč želijo ohraniti reakcionarno temo in so sovragi nemškutarjev, ki so prijatelji luči. Bojijo se torej luči, od tu nesrečno geslo, ne vdajmo se, konec citata. Po mnenju ustovernega dnevnika na Krajanskem ni bilo ne slovenske in ne nemške stranke in je bila taka opredelitev neutemeljena, citiram. Veliko bolj prav je, da se stranke označuje po njihovih težnjah in hitro postane jasno, da sta na Krajanskem dve stranki. Nacionalistično-klerikalno reakcionarna in liberalno napredna. Prva je v ustavi sovražna. Nacionalec zahteva dvig slovenščine, ki mora postati edini uradni jezik, nemška kultura mu je grozna in nemški jezik osovražen, saj oboje predstavlja nevarnost germanizacije. Rad bi se povezal z balkanskimi narodi, sovraži moderno zakonodajo, zlasti civilni zakon. Groza ga je verske svobode, boji se Judov in vseh tujcev razen Rusov, čeprav so ti prav tako drugoverci kot luterani ali Judi, ki jih ne mara. Nacionalec obožuje duhovščino in ji priznava politično poslanstvo. Želi, da kler obvladuje šolo.
želi razširiti Kranjsko na vsa območja, kjer živijo njegovi rojaki, tako arondirano območje pa poimenovati Slovenija. Na drugi strani tako imenovani Nemškutar ljubi svoj, to je slovenski jezik, vendar ve, da mu nemščina prinaša veliko prednosti, saj mu omogoča stik z naprednejšimi deželami in kulturo, iz katere je šla tudi njegova kultura. Pri tem se sklicuje na Dalmatina in Trubarja. Za svoje otroke želi Nemškutar pouk slovenščine in nemščine. Hoče svobodo vere in vesti, duhovnika spoštuje, vendar mu ne priznava političnega poslanstva. Kristus je rekel, pojdite in oznanjate moj nauk in ne vodite kmete na volišča. Država Slovenija se mu zdi nedosegljiva scenarija, za samostojen politični položaj ni posebno vnet, svojo deželo vidile kot del Avstrije. Nacionalnost spoštuje, vendar mu ta ne predstavlja pot do ljudske sreče, ampak sta mu tole politična svoboda in materialna blaginja, oboje pa zagotavlja ustava. Konec citata. Slovenski politiki pa so trdili ravno obratno od tega, kar sem zdaj citiral. Da gre le za mednacionalno borbo, odpor Slovencev proti germanizaciji, ki se perfidno izvaja z vsemi sredstvi. Kot vidimo, je bila slika v nasproti stoječih strankah diametralno drugačna. Slovenci so bili mnenja, da na Kranjskem poteka nemško-slovenski nacionalni obračun, nemški liberalci oziroma nemškutarji pa so presegali, da gre zgolj za ideološki spopad med klerikalno-feudalno reakcionarnim taborom in liberalno, napredno in prosvetljeno ustavoverno stranko. Verjetno ne ena, ne druga slika ne odseva takratne realnosti, saj sta obe preveč črno-beli. V slovenskem taboru so bili takrat tudi naprednjaki, ki pa zaradi nacionalnega čuta in slogaštva še niso izstopali, čeprav so ideološko bili sorodni nemškim ustavovercem. V nemškem taboru pa so bili mnogi aristokrati, prijatelji cerkve in konservativci, ki pa so pripadali nemškemu kulturnemu krogu in jih je bilo strah novotarij, ki jih je zahteval slovenski politični tabor. Tako, da je morda bila resnica nekje vmes, oziroma je v določeni meri veljalo oboje. Hvala za vašo pozornost.